Na Štajerskem, na območju Apač, je čez poletje potekalo prav posebno zborovanje. Za koga? Za Štajersko! Za koga? Za Štajersko! Za koga? Za Štajersko! Naj vas svečane obleke, ki ste jih ravnokar videli na posnetku, ne zavedajo. Ni šlo za podelitev diplom na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, ampak za zaprisego paravojaške skupine Štajerska Varda. Gre za oboroženo skupino moških, ki jih vodi bivši predsedniški kandidat Andrej Šiško. Režija, to ni Andrej Šiško. To je Andrej Šiško. Zbor oborožene skupine je seveda zahteval takojšen odziv politike, saj bi lahko šlo za poskus nasilnega prevzema oblasti. Ampak mogoče je bila reakcija uradnih organov in politike vseeno nekoliko pretirana. Bodimo realni. Fantje so se zbrali v Apačah. Apače so 40 km oddaljene od Maribora. Če bi Štajerci hoteli organizirati množično urjenje paravojaške skupine, bi to verjetno naredili na Pohorju. Tam imaš gozdov kolikor češ, pa še avtobus vozi iz centra Maribora. Oni so vodili pa v Apačah. Zakaj? En od njih ima tam vikend, 100%. Njihov dnevni plan je bil najprej postroj, potem snemanje, če bo Joža prinesel dobri telefon, seveda, pol pa čevapi za vse. Da so se Mariborčani dobili v Apačah, je tako, kot se Green Dragonsi dobili v Trebnjem. Tja ne greš zaradi terena, ampak zato, ker ima en tam zidanco. Posnetek zbora Štajerske Varde so objavili skoraj da vsi slovenski mediji, nam je pa uspelo pridobiti ekskluziven posnetek, na katerem se jasno sliši, koga pravzaprav želijo strmoglaviti. Koga bomo rušili? Vlado! Vlado! Kjero vlado? Cerarja! Tako je bilo poleti. Ko pa je vreme postalo manj primerno za piknike, se je zmanjšalo tudi število pripadnikov Varde. Prejšnji teden je na zborovanje pred državnim zborom prišlo, prišel je gospod, ki se je predstavil svojim taborniškim imenom. Mene vas zanima, a ste morda vi član Štajerske Varde? Ne, jaz sem sam gozdni Joža. Štajerski gozdni Joža. Štajerski gozdni Joža. Nimam sekire, imam pa selfie stick. Ampak jaz sem ziher, da znam tudi smreko s tem podreti. Zanimiv lik. Ni pa čas za nove obraze zgolj v Štajerski Vardi. Tako kot po vsakih volitvah jih imamo tudi v vladi. Marjan Šarec je v predvolilni kampanji ves čas trdil, da je čas za nove obraze. In samo poglejte, kako drastično se je držal svojih obljub. Šarec se je preselil iz Kamnika v Ljubljano na položaj premierja, ki ga je doslej zavzemal Miro Cerar. Miro Cerar se je zato moral preseliti čez cesto na mesto ministra za zunanje zadeve, kar je bil včasih Karl Erjavec. Erjavec se je nato preselil 6 križišč naprej in je zdaj minister za obrambo, kar je bila prej Andreja Katič. Andreja Katič pa je poklicala taksi in izstopila na ministrstvu za pravosodje, kjer je nasledila Gorana Klemenčiča. Kam točno gre Goran Klemenčič, nam ni znano, ampak, če je sistem krožen, bi mogel on zdaj postati najmanj hišnik na kamenški osnovni šoli. Če ne kar župan Kamenka. Kada bi človek obljubil, da bo premešal vse politične karte, pa bi pa naredil to. Tada! To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!